Trenutno se nahajamo na COVID intenzive, v bistvu delo tukaj poteka, na nek način poteka pod organizacijo vsakodnevno, odvisno je v bistvu od vsakodnevnih intervencij, o tem, kako v bistvu število bolnikov, koliko imamo, trenutno je res skoraj polno zasedeno, tako da res je pomembna organizacija, predvsem zjutraj, ker namreč ljudi imamo točno določeno število in pač s tem kadrom je potrebno razpolagati. Zdaj vsi smo nekako nametani, kot bi rekli, nekako skupaj z raznih oddelkov, tako da je nekako potrebno tu predvsem širiti neki ekipni duh, pomembna je dobra komunikacija na nek način, da v bistvu pridemo pri vseh zadevah skupaj. Tu se zelo dobro vidi, če recimo stvar ne poteka tekoče, če si zjutraj naredimo dobre organizacije, potem se seveda to vleče čez cel dan. Seveda vmes nam pridejo kakšni sprejemi, urgentni, z oddelkov prihajajo pacienti, ki so v slabem stanju in seveda še nam to pač malo ruši to organizacijo dela. Delo kot tako, recimo za mene kot že prej z intenzivne, mogoče ni tako čisto novo, ampak je pa seveda zelo pomembno, da ta naša zaščita je pač meni osebno je to neki novi stil, v bistvu temu rekli, ker tega nismo vajeni, niti teh skafandrov, niti teh oblek. Tako da bi rekel, da je meni to predstavljalo zdaj največjo novost. Delo je intenzivno skozi, v bistvu cel čas smo po 8-urni delavnik, oddelamo mogoče 7 ur, smo v sobi, v skafandru, včasih pač ne gremo niti na vzvode spet, niti na WC, pač kako pride, ampak v bistvu zelo nam je pomembno, da so pacienti v redu, imamo tudi veliko pacientov, ki dihajo v bistvu še vedno sami, brez aparatov, in pa tam je potrebna tudi komunikacija, tako da v bistvu nekako držati te paciente na neki psihično dobri ravni je tudi kar zahtevno tudi za nas. Zdi se mi, da je tudi mogoče čustveno oziroma psihičnega nivoja za nas težko, da v bistvu predvsem, ko pridejo kakšni mlajši pacienti, ne. V bistvu pridruženih bolezni ni, pacienti so mladi in seveda upamo vsi, da bodo mogoče zdržali brez ventilatorja, ampak žal ne gre. In vidi se pri kadru, da to naredi malo tisto neko slabšo energijo, ampak se pravi, pomembno je, da ekipa drži skupaj, ker pač zdaj smo v taki situaciji, kot smo in mislim, da brez potrebe nekaj jamrati ni, ne. Tako da predvsem to, ekipni duh, komunikacija, v bistvu imamo tudi tu dobre vodje, ki zdaj organizirajo v bistvu kader, ki ga je zelo malo za v bistvu tako obširno delo, ampak vseeno nekako zmorejo, tudi material nekako sproti, v glavnem težave so, ampak če je volja in pač volja za pomoč pacientom, potem mislim, da ni nekega takega problema, zmoremo skupaj. Bila sem že v prvem valu, ampak glede na prvi val je trenutno dosti več pacientov, glede na to, da še sploh nismo na vrhuncu sezone. Zdaj v tem valu so dejansko mlajši ljudje, najmlajša pacientka je bila 25 let stara, tudi med 30 in 40 imamo kar nekaj pacientov, tako da se že ta meja malo zniža. Pacienti so tudi kar precej slabotni. Tudi število pacientov je sedaj večje, v prvem valu smo imeli maksimalno na vrhuncu sezone 16, zdaj imamo po večini 21, tudi če kakšnega odpustimo, se kasneje kar hitro vrnejo sprejemi. Imamo kar precej novo zaposlenih, glede na to, da je večje število pacientov, tudi to potrebno. Uvajamo jih vsak dan sproti, ker žal časa za neko intenzivno uvajanje ni. Zelo pomembno je, da imamo tudi fajn ekipo in moram priznati, da sem srečna, da se zelo dobro razumemo, čeprav prihajamo iz različnih oddelkov, ker če dobro sodeluješ, mislim, da ti tudi hitreje mine in tudi lažje delaš z nekom.
Najhuje je seveda, če pacient pride neintubiran in mu moramo žal sporočiti, da bo mogel zaspati za nekaj časa, da ne vemo, kdaj ga bomo spet prebudili. In mislim, da ravno tisti občutek, ko se pacient spet prebudi, sicer ne ve, kje je, ampak ko ga lahko premestimo na oddelek, mislim, da je to naše največje zadovoljstvo, da smo nekaj dobrega naredili in da so pacienti spet boljše počutijo in da so v dobrih rokah. Prihajam z oddelka za anesteziologijo, prej sem bila na splošni ginekologiji, tako da je za mene bila sprememba kar velika, ampak sem bila že v prvem valu, tako da smo se zdaj že malo prilagodili, navadili, organizirali. Jaz mislim, da je bil to kar velik prestop, izziv za vsakega od nas. Še vedno določene organizacijske stvari potekajo, vsak dan znova, to so dogovori, kompromisi. Zaščitna oprema je precej, rečemo, da zanimiva. Moramo biti predvsem pazljivi, natančni, se med sabo tudi opozarjati. Mislim, da nam to kar dobro gre. Zdaj, pacienti, ki niso intubirani, še nas vseeno niso nazvajeni, gledajo nas malo čudno, ampak mislim, da vsakemu razložimo, za kaj se gre in se trudimo, da nas nekako sprejmejo, kakor smo. Trudimo se v svojih najboljših močeh, da jim ugodimo in da imajo oni še vseeno nek topel človeški dostop. Trenutno delamo 8-urni delovnik. Jaz osebno sem iz prvega vala, tako da smo delali že ruski turnus 12 ur. Mislim, da nas je peščica ljudi, ki nas to zdrži, smo vzdržljivi, še vseeno probamo ohraniti neko dobro vzdušje, da se med seboj spodbujamo. Je naporno, je pa tudi na koncu nek dober rezultat in mislim, da nas to žene do spomladi, da upam, da bomo se rešili tega in zaživeli normalno.